En prav lep pozdrav. Tja, zdaj danes o prevarah na spletu. Mislim, da o tem ni nikoli dovolj govora. Bom dosti kratka, nekaj bom pokazala, tako da skušajte se izogniti raznim čudnim stvarem. Prva stvar je, v bistvu zdaj sem reševala nekaj dni z eno osebo, ki je izgubila čisto vse, kar je vložila. Zdaj vložila je na Binance, kar je v redu, Binance je v redu. Edino, kar jaz se Binancea in pa centraliziranih borz izogibam, zaradi tega, ker niso likvidne in ne moreš dol dobiti denarja, ko bi ga rad, ali pa toliko, kot bi ga rad, ali pa majhne zneske. Tako da res se jim izogibam. Drugače z Binance se da dobro delati, tudi Visa kartico ima, da se vse dvigovati denar, kupovati v trgovini, ampak ne, če boste delali s tem, ne vsega denarja tam gor dati, tja gor dati, majhne zneske, mislim majhne pač, take, ki jih lahko pogrešate, če se karkoli, kdajkoli zgodi, da ne morete dol dobiti, ker sem imela kar težave, no, dobiti dol. Tako da ta oseba je dala na Binance, vložila v Ethereum lani in letos je hotela Ethereum prodati, ker se ne spozna na kripto, in nima živcev za to in bi bila v profitu dejansko, kakšnih 7.000 evrov bi bila v profitu od lani do danes, če ne bi nasedla na scam, na prevaro. Kaj se je zgodilo? Zdaj ti scami se dogajajo po telefonu, vas nekdo kliče ali po mailu ali kakorkoli. Obljubljajo, da bojo nekaj naredili za vas, da vam pomagajo, da dajo na neko borzo, da bla bla, v glavnem kup enih zadev, a ne. In ta oseba je poslala, oziroma ni znala sama z Binancem poslati, zato je dovolila tem tretjim osebam, ki jih ni poznala, zdaj ne smete dovoliti nikomur, ki ga ne poznate, da dela na vašem računalniku. Tega nikoli ne naredite. Zdaj jaz, ko sem recimo s to osebo delala, jaz sem poslala link od StreamYarda in ta oseba je sharala screen, se pravi, mi je pokazala svoj ekran in je ta oseba delala sama. Nisem šla jaz gor na računalnik, ker to ni potrebno. Ni treba. Pač vodiš osebo, poveš, kaj naj klikne. Zdaj, oseba je naredila zelo veliko napako, ko je inštalirala program AnyDesk. Ali pa tudi kakšnega drugega podobnega. To so programi, zdaj AnyDesk je izjemno znan pri skemerjih, a ne. To so programi, ko lahko nekdo pride na vaš računalnik, če mu vi daste kodo, in potem vse pregleda in tudi seveda geslo, vse vam dol vzame. Vse vam vzame dol. No, in tista oseba je potem delala, pač ta oseba, ki me je prosila za pomoč, ni vedela, kaj je tista oseba delala, ker se ne spozna na to, niti ko je sama klikala, potem je zaslutila, da nekaj ni v redu in je vrgla dol AnyDesk iz računalnika in zamenjala vsa gesla, bilo je prepozno. In je potem, ko je tista oseba klicala, je ta oseba klikala sama, ampak spet ni vedela, kaj dela. To je problem v kriptu. Če se ne spoznate, ne delajte, ne iti v kripto, če se na to ne spoznate. Ali najamete enega takega človeka, ko sem jaz, coach, v bistvu, ki mu zaupate in da vas varno pripeljem čez zadeve. Čez vse, kar pač potrebujete za investiranje in vam tudi pomagam in sem dosegljiva vedno. Imate moj ime, priimek, na internetu sem, povsod sem, veste, kdo sem, nikamor ne grem in se ne skrivam. Imam poštene namene, tako da
Glejte, kaj je ta oseba naredila? V bistvu dovolila je dostop in kaj so po mojem mišljenju skemerji naredili. Iz Binance so mu preposlali na nek svoj privaten račun svoje denarnice. Nekam. Ethereum. Ta pravi Ethereum. Tisto, kar res nekaj velja na trgu, a ne. Njemu so pa na neko platformo, ki je, jaz sem jo videla, ta platforma na začetku, mislim, že na začetku mi je bila zelo smotrno narejeno in že na začetku mi je bila čudna, ampak potem, ko sem delala oziroma sem osebi govorila, kaj naj dela, sem ugotovila, da po vsej verjetnosti da je to platforma, ki je samo narejena znotraj sebe kot HTML ali pa neka koda programska, ki dela znotraj sebe. Ni povezana, verjetno imajo API gor, da je povezana pač s cenami kriptovalut, da se to prikazuje avtomatsko, to je res preprosto narediti. Ampak vsi kovanci, ki so bili gor, od Bitcoina, Ethereuma in vse ostalo, USDC, USDT, Tron, USD in tako naprej, vse to je bilo fake, lažno. To so bili lažni kovanci, ki so jih oni ustvarili. Morate se zavedati, da lahko čisto vsaka stara mama naredi kakršenkoli kovanec na blockchainu. Te tehnologije obstajajo, 3, 4, 5 klikov in imate narejen svoj kovanec na blockchainu. Ampak, ali ta kovanec deluje? Ne, ker v ozadju ni tokenomike. Samo kovanec obstaja, ampak v ozadju ni tokenomike. Če nimate dobrega, odličnega razvijalca, programerja, ki bo zadaj naredil kodo, ki bo delovala, ki ima funkcije, matematične funkcije, potem to ne deluje. In lahko pač nekam vložite denar in je to, konec zgodbe. Zgodba je zaključena. In to delajo skemerji. Tudi jaz lahko naredim, ne? Zaradi tega pa je treba najprej prebrati white paper, katerikoli paper od kovanca. To je prva stvar. Kakšna je koda? Zato sem tako razočarana nad Hexom, ker je koda drugačna, kot je napisan v white paperju. Zato sem razočarana. Ker jaz tega nisem znala pogledati in še vedno ne znam, ampak je nekdo drug, torej Jack Levin, to pogledal za nas in nam je to povedal. Ne se ustrašiti, če želite, lahko še vedno vlagate, počakajte, da res pade dol, ker bo, in vlagajte takrat, če želite. Če ne, pa tudi prav. Jaz zaenkrat ne bom in mislim, da nikoli več ne bom. Ker so zdaj druge boljše variante, kot je Xen. Xen odlično dela, DBXen odlično dela, vsak teden dobim $50 fija oziroma v Ethereum. In to potem ne rabim čisto nič kupovati, potem to pretvorim samo še v mint za Zen in to je to. In obračam in čez 1 leto, 2 leti, 3 leta in tako naprej bom imela sredstva. Jaz, denar. Lahko ga bom vzela dol, prodala ali karkoli. In to bo delalo in to bo delovalo. Ja, v glavnem, poslala sva tudi, s to osebo sva poslali na Kraken. Kraken račun sva naredili in na Kraken USDT, ja, in pa mislim, da glavno 2 kovanca, zelo znana, ki delujeta. Sva poslala, pa Bitcoin. Ja, Bitcoin. In kaj se zgodi? Nič. To nikoli na Kraken ni prišlo. Zakaj? Ker ima Kraken je centralizirana borza in zaznajo fake kovance in jih ne spustijo gor. Fake kovanc pa potem so zahtevali od njega skemerji, da pač od te osebe, da naj naredi Atomic Wallet denarnico in čakajte, bom jaz samo
da naredim share, sam sekundico. Share screen, bom pokazala. Screen, takole, share. Eto. Tole je moja pač testna denarnica, Atomic Wallet. Atomic Wallet je odlična decentralizirana denarnica, ki ima odlično ekipo zadaj in podporo. Priporočam. Meni je vedno delala odlično. Zdaj, ta oseba je dobila v denarnico, tale Ethereum je ta pravi Ethereum, ne. Tole je ta prav. Tista oseba je pa dobila v denarnico še en Ethereum. Jaz na začetku sploh nisem opazila tega, ampak potem sem videla, recimo tule vse dela, ekonomika vse dela, ne. Pri tistem kovancu ni delalo dejansko nič, ni se dalo poslati, nič. Dobil pa je v denarnico, ker je skemer poslal v njegovo denarnico, a ne. Pač na tole adreso oziroma pač na adreso tega kovanca je dobil v denarnico. In tokenomika je bila narejena tako, da je pri tistem fake Ethereum kovancu je ta oseba videla, pa jaz tudi, da je to 7 kovancev, to je, ne vem, 12-13 tisoč dolarjev. In je rekla ta oseba, hočem to prodati in hočem dobiti dol evre. Okej, dajmo, ne, in sem rekla, to poslati zdaj na Kraken, prodati, in ni šlo. Ne, in potem sem jaz rekla, naj se obrne na Atomic Wallet podporo. In oni so pač prosili za tale naslov, to je ta naslov javni, sem rekla, naj pošlje jim. In so pogledali zgodovino, ne, ki je neki history, zgodovina, tukaj so transakcije. In po transakciji so oni ugotovili, iz katere denarnice je to prišlo in kateri kovanec. In pogodbo kovanca je tam možno videti, ne. In po pogodbi kovanca, zdaj bomo šli pa semle, tole je ta pogodba, a ne. Tole je ta pogodba, jaz sem tudi dobila tole pogodbo od tega kovanca, tega Ethereum kovanca, fake kovanca, ne. Zdaj, kot vidite, ima svojo adreso, ta adresa, če gremo po naslov, a ne, če mi gremo pogledat samo malo od Ethereum, to je ta pravi Ethereum, ne. To je ta prav, tukaj ga vidite, tukaj sem na CoinGecko in ta pravi kovanci imajo tukaj vse podatke na desni strani, a ne, njihova spletna stran. Potem na Etherscanu, če je ERC20 kovanec, je njegova pogodba, v katerih denarnicah, potem lahko jih dobite pač, in tako naprej. V glavnem, tole je pomembno. Pogodba, ne. Tukaj vidite, da se nekaj s tem kovancem dejansko dogaja. Da ima market cap, to pomeni, da so vložki noter, ima ceno, transakcije, ogromno transakcij, kdaj nazadnje blok bil narejen, vse te stvari, vse to. In zgodovino, in v glavnem vidite, da ljudje delajo, to je blockchain, to je odprto. To vse lahko vidite, pač nazadnje, to je ta blok bil, lahko pogledamo transakcije, v glavnem, kar želite, se da pogledati, ne. In na CoinGecko, če nas znate tukaj, na CoinGecko v bistvu imate tudi token view, recimo, takole, token view, evo, podatki, transakcije, v glavnem, ni da ni, a ne, tukaj vidite, da res ni fake kovanec. To je prva stvar, v bistvu, ko to vidite, a ne. Medtem ko tale nima nič, a ne. Ethereum balance, se pravi cena, nič. Evo, nič, zakaj? Ker je
lažen kovanec, ker je lažen Ethereum kovanec. In zdaj tole v bistvu pač zgodovina tega, kar je ta gospod, kar je ta oseba dobila, in je token ERC20 in se vidi tukaj v bistvu dejansko prav nič, In to se vidi, da je fake kovanec. Tako vidite, Skratka, če vam kdo hoče karkoli poslati, naj vam pošlje pogodbo tega kovanca, če je ERC20 in greste, da vidimo, če kaj v komentarjih. Ne, ni. Včasih, ker recimo jaz, če naletim na ta kovanc, tukaj napišem komentar, da je to fake, da pač, če pride kakšen like gor, da vidi to, No, tako da, ta zgodba se je na žalostno končala. Nič se ne da rešiti, ker zdaj pa še tako, kaj se je še dogajalo vmes, Tiste osebe, ki so kao pomagale dol dobiti z Binance, pa kao prodati, pa to, pa ne, ker so preusmerile so ga na svojo borzo, ki je bila lažna borza, namesto da bi šel na Kraken ali Binance, recimo, ampak na Krakenu se da evre tudi dol dobiti. Jaz sem poskusila, se da, še vedno gre, so neke omejitve, koliko, se pravi, majhnih zneskov se ne da, malo večjih, ja, gre. Torej, lahko dobiš preko SEPA sistema, se da dobiti na bančni račun in evre in dolarje. Gre prek Krakena. Preko Binance samo preko kartice, Oni so bili SEPA sistema izločeni že dolgo nazaj. Bog pomagi, ne gre več. Tako da ta gospod je nekam, v bistvu ta stranka oziroma pač oseba je nekam poslala, nekam, ne vem kam, ni znala stranka povedati kam, je poslala denar. Ne vem, ali je to plačala z evri, nimam pojma, ali z Ethereumom, nimam pojma, ne vem. Ampak je plačala toliko pa toliko, ni bil majhen znesek za pomoč, da pomagajo. In potem, ko nič ni bilo, so se še enkrat slišali po telefonu in še enkrat so zahtevali dosti višji znesek, da češ, da ne gre dol, ker je premajhen znesek, bla, bla. In so hoteli imeti še večji znesek. No, in na srečo se ta oseba obrnila name prej, preden je še ta znesek plačala, ker bi šlo vse nekam, v nek drug žep. Nikoli več ne vidi tega denarja. Zdaj, kaj je rešitev tega? Možno je, če je večji znesek, to prijaviti na slovensko policijo. Ona to razišče in če so osebe znane, ker one lahko tudi tisto spletno stran takoj ukinejo, v bistvu briga jih, naredijo čez 2 sekunde drugo, na drugem naslovu, to njim ni problem, zabrišejo sledi za sabo in se pač pol ne da. Sicer gre to potem na Interpol, iščejo te osebe, ampak zdaj, če so res ta pravi skemerji, potem vse sledi zabrišejo za sabo in jih pač ni možno več dobiti. Tako da to je potem konec zgodbe. Jaz bi to res sem želela vas opozoriti. Glejte še moje ostale videe, glejte, slišim, da slovenski predavatelji govorijo, da je MetaMask varen. Ne, ni varen. Glejte moje videe, glejte, kako delati z MetaMaskom. Ne delati z MetaMaskom, delajte z Ledgerjem in MetaMask naj bo bridge. Ampak ga morate updatati, Chrome morate update cel čas, vsakič, ko greste gor na internet, takoj updatajte vse, še preden karkoli naredite. In Ledger isto, jaz najprej vse odprem in updatam in potem
šele začnem delati. Ponavadi tudi še ugasnem računalnik, počakam nekaj časa, grem kaj drugega delati in potem še enkrat odprem, in začnem delati, da ja prekinem karkoli. Ne uporabljati VPN-jev, ne, ker to so centralizirani sistemi, ki zbirajo vaše podatke. Za kripto je VPN izjemno nevaren. Glejte moje videe, vse te stvari povem, vse, kar sem se zafrknila, povem. Vse videe poglejte, so dolgi, res je, ampak imate zelo koristne informacije v njih. Informacije. Ne čvekam, ampak govorim informacije, predvsem moje probleme, težave. Predvsem to. Tako da, glejte. Ja, upam, da ste srečno in dobro preživeli. V bistvu praznike, če ste se začeli ukvarjati s kriptom, res dajte na Twitter mi poslati. Imam tudi spletno stran oziroma pač od društva, ne govorim teh stvari javno zaradi skemarjev. Tako da imam pa objavljen spodaj Twitter, tam mi lahko pišete. Pa če moje ime pa priimek Silva Požle potipkate, tudi dobite zelo veliko podatkov o meni in spletno stran vse in tam tudi mail in vse mi lahko pišete. Tako me ljudje najdejo, ker se ne skrivam. Ja, to je to zaenkrat. Pazite nase, kriptosvet se razvija, zdaj smo v kavbojskih časih, roparji nič več ne ropajo bank in poštarjev, ampak ropajo blockchain, ker jim pa Visa, sistem in pa centralizirane borze, centralizirane banke. Zakaj? Ker je to zdaj najlažje in najtežje jih je dobiti, če so res v redu. Če znajo, ne. In ljudje nimajo vesti in bojo pobrali vaše zadnje prihranke, če ste jih dali nekam, a ne. Tako da res, dobro se imejte, pa naslednjo javljanje bo kmalu. Lep pozdrav.